Lepo pozdravljeni in dobrodošli na predstavitvi študijskih programov Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Veseli nas, da vas zadnje leto šolanja in življenja na daljavo ni odvrnilo od računalništva. V bistvu raje upamo, da je to obdobje še koga prepričalo, da je kariera v računalništvu in informatiki prava pot zanj ali pa zanj. Odločitev o vpisu na fakulteto je seveda zelo pomembna, zato vam želimo pri tem čim bolj pomagati. Jaz sem Miha Bejek in vas bom usmerjal skozi to predstavitev, z mano pa so kolegi iz fakultete, skrbniki študijskih programov, ki bodo z vami v tej naslednji uri delili vse pomembne informacije o študiju na FRI. Ker dogodek poteka ob pomoči več spletnih platform, naj na hitro povzamem. Vsi sodelujoči v tej predstavitvi smo v živo povezani na daljavo, tako da nekako upamo, da bo, tako kot je bil že dopoldne, prenos dober, brez nekih motenj in prekinitev. Vi seveda sedaj tale prenos dogodka spremljate prek platforme YouTube. Eno opozorilo, ker platforma omogoča, da gledate prenos mogoče tudi za nazaj, vkolikor ste zamudili. To pomeni, da boste do konca predstavitve prišli malenkost kasneje kot mi in nas mogoče ne bo več zraven, takrat, ko boste hoteli postaviti kakšno vprašanje, tako da to bodite pozorni. Kar se tiče postavljanja vprašanj, vem, da je zraven chat na YouTubeu, lahko ga seveda uporabljate za to, da si karkoli poveste, mogoče pojasnite, če kdo kaj zamudil, ampak za postavljanje vprašanj dajte uporabljati platformo Slido. Imate jo napisano na samem ekranu, pa tudi pod videom je povezava, na katero lahko kliknete. Tam postavite vprašanje, na vprašanja bomo določena mogoče že vmes odgovorili, kolega spremlja, sicer pa na koncu, po vseh uvodnih predstavitvah, odgovorimo še na vsa vaša vprašanja, na katera morebiti nismo odgovorili že znotraj predstavitve. Po koncu prenosa ste seveda vabljeni, da obiščete tudi našo spletno stran, koliko je niste že. Na njej smo zbrali tudi kar nekaj zanimivih vsebin, ki vam dajo še malo večji vpogled v utrip Fakultete za računalništvo in informatiko. Ampak sedaj je čas, da pričnemo s tole predstavitvijo in k uvodnemu nagovoru vabim našo dekanjo Fakultete za računalništvo in informatiko, izredno profesorico dr. Mojco Ciglarič. Tako, Mojca, besedo predam tebi. Hvala lepa. Drage dijakinje in dijaki, naši bodoči študentje, spoštovani starši in učitelji, kolegi in vsi ostali, ki spremljate ta naš dogodek. Lepo pozdravljeni na informativnem dnevu Fakultete za računalništvo in informatiko. Ponavadi na informativnih dnevih na FRI kar vrvi od življenja, polno mladih je vse povsod, polno enih radovednih pogledov in vprašanj. To danes kar malo pogrešam, ker vas ne vidim pred sabo. Vseeno pa me veseli, da vam lahko predstavimo fakulteto in predstavimo študijske programe, vsaj virtualno. Pandemija nas je v bistvu naučila v zvezi z našo uporabo informacijskih tehnologij vsaj dve stvari. Eno je, da smo pokazali, da s pomočjo njih družba lahko v veliki meri naprej deluje. Sicer so nekatere omejitve, so nekatera odrekanja, ampak življenje teče, ni se ustavilo. Drugič pa, kar je zelo pomembno, se je pokazalo, da digitalnih kompetenc v naši družbi še vseeno ni dovolj, da bo treba zagotoviti še več znanj na področju in še več kadrov na področjih računalništva, informatike, komunikacijskih tehnologij. In te potrebe se ne bodo zmanjšale, tudi potem, ko bo epidemija konec. Glede na to ste zdajle danes na eni od ključnih fakultet za prihodnost. Verjamem pa, da vas niso sem pripeljale samo dobre možnosti za zaposlitev, ampak predvsem zanimanje za tehnologijo, za računalništvo in želja po reševanju izzivov. Sam vpis na FRI namreč ne zagotavlja uspeha. Računalništvo mora biti vaša osebna odločitev, da boste delali, da boste garali na tem področju in da boste v bistvu imeli ves čas željo, da boste postali odlični. Kdor želi samo pridobiti papir z nazivom, pri nas študija običajno ne konča. Računalništvo je nepogrešljivo danes na prav vseh področjih življenja in v čisto vseh vejah gospodarstva. In v bistvu to nam na FRI prinaša tudi veliko odgovornost. Družbi Sloveniji smo dolžni zagotoviti dobre kadre in vam smo dolžni omogočiti, da postanete dobri kadri.
Naši profesorji in asistenti so odlični na svojih področjih in lahko vam zagotovim, da se bodo ves čas trudili predati študentom najbolj aktualna znanja in vas tudi navdušiti nad raziskovanjem in delom na področju računalništva. Vesela sem tudi, da se vsako leto na FRI vpiše več deklet in ženske smo danes v računalniških poklicih povsem enakovredne. To dokazujejo tudi naše uspešne diplomantke, magistrice, tudi doktorantke, ki so se uveljavile in v Sloveniji in v tujini na najbolj uglednih univerzah. Naš najuspešnejši študent vseh časov na FRI-ju je študentka. Tako da dobrodošla tudi dekleta. Moram pa povedati še nekaj. Ko se boste vpisali na FRI, do vas ne bomo preveč nežni. Veliko bomo pričakovali od vas, priganjali vas bomo k delu, ne bomo vam pustili veliko prostega časa in pogosto boste zato mogoče tudi jezni na nas. Ampak to lahko kar pričakujete. Tu pride zraven, ampak zato boste pa po koncu študija lahko toliko bolj ponosni sami nase. Po diplomi vam bodo odprta številna vrata. Poklici na našem področju so pestri, delovni pogoji so zelo dobri. Lahko boste sami izbirali, kje in kaj želite delati. In lahko boste pustili svoj pečat. Prejšnje generacije naših diplomantov danes z razvijanjem novih tehnologij dobesedno ustvarjajo prihodnost. In to pričakujemo tudi od vas. Še enkrat hvala, da ste se nam danes pridružili. Zdaj pa prepuščam besedo svojim kolegom, ki vam bojo bolj podrobno predstavili naše študijske programe, ki jih ponujamo. Hvala lepa. Najlepša hvala dekani za te uvodne besede. Sedaj pa predajam besedo našemu prodekanu, profesorju dr. Gašperju Fijavžu, ki bo povedal nekaj več o študiju na fakulteti, o tem, zakaj sploh priti študirati računalništvo. Tako da, Gašper, izvoli. Miha, hvala. Računalništvo je dan današnji vse povsod. Vstopa vse pore človekovega življenja, človekovega delovanja. Tukaj imate digitalna družabna omrežja, vsebine, slike, zvok, video, navidezno resničnost, umetno inteligenco, elektronsko poslovanje, poslovno inteligenco, superračunalniki, visoko zmogljivo računanje, digitalni pomočniki, vse to je danes računalništvo. Ampak računalništvo je v resnici še veliko več. Zdaj, tukaj manjka ta spodnja polovica teh krogcev. To so vsebine, za katere mi danes niti še ne vemo, da spadajo v računalništvo. In jih bomo v prihodnjih letih razvijali na fakulteti mogoče skupaj. Zdaj, fakulteta za računalništvo in informatiko se nahaja v prijetnem zelenem okolju blizu živalskega vrta z dovolj opremljenimi predavalnicami, računalniškimi učilnicami. Naši raziskovalci, pedagogi delajo v 19 raziskovalnih laboratorijih, kjer sledijo svojim ciljem, svojim zanimanjem in ta raziskovalna odkritja posredujejo potem v pouku tudi študentom. Zdaj, v zadnjem letu smo bili primorani fakulteto preseliti v spletni prostor. Tukaj se lahko malo pohvalimo, da smo uspešno izvedli vsa predavanja, vse vaje, študentje so lepo napredovali in v primerjavi s prejšnjimi leti niti nismo zaznali nekega bistveno manjšega napredka ali pa manjše prihodnosti v višje letnike. Ampak fakulteta za računalništvo in informatiko ni stavba, ni zid, beton, opeka, steklo, jeklo, ampak je to v resnici skupnost, to smo mi, to boste vi, ki bomo tej hiši dali vsebino. To boste naše študentke, naši študentje, naši učitelji, naše učiteljice, asistenti, raziskovalke, to bodo konec koncev tudi vsi naši diplomanti, ki jih je v tem trenutku že skoraj 5000.
Fakulteta bojo naši odnosi, to, da se bomo srečevali, to, da se bomo videli na kosilu, to, da se bomo lahko na hodniku pocukali za rokav eni druge. Upam, da se ne bomo srečevali samo takole v oblakih na zaslonih, ampak dejansko v učilnicah. Jaz upam, da se bo tole hitro končalo in potem bomo znali še bolj zgraditi to našo skupnost. Zdaj, na prvi pogled se zdi, da boste vse znanje odnašali izključno vi. Ampak to v resnici ni res. Vi nas boste izboljševali, vi nam boste povedali, kako moramo mi boljš delati. V višjih letnikih se bomo tudi mi, učitelji, učili od vas študentov. In konec koncev, ko boste zaključili s študijem, pa delovali v računalniškem poklicu, boste verjetno še zmeraj sodelovali s fakulteto, eni bolj, drugi manj, in tudi fakulteta bo zrasla tudi z vami. Zdaj, kaj vam mi ponujamo, kaj boste znali na koncu študija? Ponujamo vam naše znanje, naše izkušnje, naše povezave, ki jih imamo, vse te naštete vsebine, ki jih na tem zaslonu vidite, veliko izmed njih so v resnici kar predmeti, ki jih predavamo na naših študijskih programih. Zdaj, če se ozremo malo naprej, kaj potem po fakulteti, v zadnjih letih, vedno, kadar sem sodeloval pri informativnih dnevih, smo izpostavljali najbolj vroče, najbolj zaželjene, najbolj iskane poklice, tako v Sloveniji, Evropi, pa tudi na celem svetu. In vedno so računalniški poklici, računalniški profili predstavljali sam vrh teh seznamov. Ta znanja, ki jih boste pridobili na fakulteti za računalništvo in informatiko, so cenjena v svetu. Fakulteta je svetovno prepoznana. Naši diplomanti študirajo in tudi učijo na svetovno najprestižnejših računalniških oddelkih, delajo v največjih računalniških gigantih. No, ampak tudi ta preskok s fakultete v posel, v industrijo, bi vam radi na nek način olajšali. Fakulteta je povezana z gospodarstvom. Predstavniki iz industrije sodelujejo pri naših predavanjih, mogoče ne v prvem letniku, v drugem, tretjem letniku, pri marsikaterem predmetu študentje spoznajo dejanske vsebine, vprašanja, probleme, ki se pojavljajo v industriji. Konec koncev, na fakulteti imamo predmet upravljanja tehnoloških podjetij. Na podjetja boste odhajali na prakso. Na enem od teh programov že med študijem, nekako obvezno. Na drugih programih se seveda ravno tako lahko odločite za prakso, recimo prakso v tujini po zaključku študija. Na fakulteti deluje garaža, študentski tehnološki pospeševalnik, kjer študenti ob pomoči mentorjev lahko razvijajo svoje podjetniške ideje. Zdaj, zakaj študij na fakulteti za računalništvo in informatiko? Bom najprej malo hudičev odvetnik. Če vas najbolj pritegne psihologija ali pa lesarstvo, pa francoščina, pa bi šli na FRI zaradi tega, ker mislite, da boste dobili boljšo službo kot računalničarji, potem študij računalništva ni za vas. Ne iti na FRI zaradi tega, ker boste domnevno lahko dobili dobro službo. Na fakulteto za računalništvo in informatiko se morate vpisati zaradi tega, ker vas računalništvo zanima. Za študij boste morali biti motivirani. Slediti morate svojim željam in če boste v tem času, ko iz mladostnikov rastete v odrasle osebe, se ukvarjali z vsebinami, ki vam niso všeč, boste zgrešili. Zdaj, v nadaljevanju vam bomo predstavili 5 naših prvostopenjskih študijskih programov. Na začetku najprej oba programa računalništvo in informatika, torej
univerzitetni študij in visokošolski strokovni študij. Ta dva študijska programa izvajamo izključno na Fakulteti za računalništvo in informatiko, potem pa še 3 interdisciplinarne študijske programe, ki jih izvajamo s partnerskimi fakultetami Univerze v Ljubljani. Torej program računalništvo in matematika, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko, program multimedija, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za elektrotehniko in pa program upravna informatika, ki ga izvajamo s Fakulteto za upravo. Miha, predajam besedo. Hvala, Gašper. Tako, sedaj, kot je prodekan napovedal, pa si poglejmo najprej naš osnovni matični program, kot mu rečemo. Gre za študij računalništva in informatika, ki ga izvajamo kot 2 programa, torej kot univerzitetni študij in kot visokošolski strokovni študij. Zdaj, zakaj bi se sploh odločili med vsemi temi 5 programi, ravno za katerega od teh 2? Ta 2 sta nekako najbolj široka. Če želite razvijati nove rešitve za pametne naprave, želite razvijati umetno inteligenco, morda mobilne aplikacije, vas zanima upravljati informacijske sisteme, ki so hrbtenica digitalne družbe, morda vas zanima že bolj konkretno neko področje, ki ga želite podpreti z znanjem računalništva. Govorimo o, ne vem, želite za medicino, arhitekturo, finančne trge narediti neke informacijske sisteme. Na obeh programih boste dobili široko osnovo temeljnih računalniških znanj in lahko se boste usmerili v ožje področje, ki vas bolj zanima. Zdaj, razlika med programoma nekako je predvsem v tem razmerju, na eni strani poglobljenimi vsebinami, ki so potrebne za bolj zahtevno delo in za nadaljevanje študija na 2. ali 3. stopnji, ter potem na drugi strani nekako bolj praktično usmerjene vsebine, ki so pa namenjene čim prejšnji zaposlitvi. Oba programa imata nekaj tega, ampak v različnem razmerju. Mislim, da bo to še boljše ponazoril potem skrbnik v nadaljevanju, ko bo šel malenkost tudi čez predmetnike. Ampak sedaj pa dajmo pogledati si najprej te osnovne podatke, vidim, da imamo že tudi tole prosojnico gor. Se pravi, na univerzitetnem programu smo najprej razpisali 150 mest in vlada je prejšnji teden, kot ste verjetno zasledili, omogočila dvig števila mest za 20. Tako da, kot kaže, bo letos na voljo 170 mest za vpis na univerzitetni študijski program. Seveda naj vas to ne zaveda, da bo zaradi tega lažje priti gor. Še vedno morate čim bolje opraviti maturo, saj ob visokem interesu za študij opažamo, da vsako leto raste tudi to število točk, ki je potrebno za sprejem na program. Lani je bila ta meja 75 točk, kot primer. Seveda to ne pove veliko o tem, kakšna bo v resnici letos ta meja. Kakšni so pogoji? Za univerzitetni program je to opravljena splošna matura. Ta pogoj običajno velja za večino teh, ki se vpišejo na ta program, se pravi, večina pride za splošno maturo. Ni pa to omejitev, lahko se vpišete tudi dijaki iz poklicnih šol, če poleg poklicne mature opravite še en dodatni maturitetni predmet. In sicer gre tukaj za računalništvo, matematiko ali pa fiziko. Na visokošolskem strokovnem programu razpisujemo 165 mest za redni študij in 16 mest za izredni študij. Tako kot pri univerzitetnem smo tudi tukaj najprej razpisali 145 mest, pa je potem bil v bistvu spet z sklepom vlade dvignjen ta vpis za 20 mest, tako da je 165 mest bo letos na voljo. Lani je bila meja za vpis na redni študij 79,8 točk. Zdaj, na izrednem študiju ni bilo omejitve, ampak na izrednem študiju je šolnina. Šolnina je 5500 evrov na letnik. Kar se tiče pogojev za vpis, zaključni izpit na 4-letnem srednješolskem programu ali poklicna matura vas bodo, če boste dovolj uspešni, pripeljala na visokošolski strokovni študij. Večina se jih tudi vpiše s temi pogoji. Lahko pa se odločite za visokošolski študij tudi s splošno maturo. Tukaj ni omejitev, kolikor vam ta program bolj ustreza. Sedaj pa predajam besedo profesorju dr. Zoranu Boscu, ki bo predstavil mogoče še malenkost bolj v globino ta 2 študijska programa, kakšne so mogoče tiste razlike oziroma zakaj se zares odločiti za enega ali drugega. Zoran, izvoli.
Torej, dober dan še z moje strani vsem prisotnim. Miha, hvala za predstavitev oziroma najavo. Moja naloga je torej, da vam zdaj podrobneje pojasnim vsebinsko razliko med tema dvema programoma, prvostopenjskima, za katere ste opazili, da imate isto ime. Imenujeta se računalništvo in informatika, s tem, da eden je univerzitetni, drugi pa visokošolski. Pa bom v bistvu začel kar na ta način, da bom najbolj preprosto povedal tisto, kar mogoče vse, ki ste radovedni glede dileme v teh dveh programih, zanima. Eden je težji, drugi je lažji, po domače povedan. Ampak seveda, ko fakulteta snuje študijske programe, jih ne naredi s tem namenom, da reče, naredili bomo en težji pa en lažji program, ker imate vsak od teh programov neke svoje želje, kakšne študente želi sproducirati. Univerzitetni program, to je ta, za katerega sem hotel reči, da je težji, je v bistvu bolj poglobljen program. Se pravi, da daje v večjem obsegu nekih osnovnih teoretičnih znanj, ki so izredno pomembna, da lahko postanete vodilni strokovnjak na svojem področju. In če znanje poglobite do te mere, da dobite dober vpogled v te tako imenovane teoretične osnove, se vam odlično odpira pot, bodisi na primer za neko vrhunsko zaposlitev, bodisi za nadaljnji študij na drugi stopnji, ali pa mogoče, če ste zainteresirani za to in že mogoče zdaj razmišljate kakšno raziskovalno delo. Ta program, ki sem ga mogoče okarakteriziral za lažji, to je pa visokošolski študijski program, ta ima tudi v bistvu določene teoretične vsebine, ampak poudarek na tem programu je pa drugačen. Poudarek na tem programu mogoče bolj ima v razmerju med teoretičnimi in praktičnimi vsebinami je mogoče malo bolj naklonjen deležu teh praktičnih, namenjen je pa temu, da vas čim prej usposobi za mogoče kakšno zaposlitev. S tem namenom ima ta študijski program tudi delovno prakso v 3. letniku, kar univerzitetni študijski program pač nima. Vem, da se vam zdaj tukaj odpira verjetno zelo veliko dilem, kaj zdaj to pomeni, če grem na visokošolski študijski program, sistem pol zabetoniran, da ne morem iti na drugo stopnjo. Ne, to ni res, lahko greste na magistrski študij tudi z visokošolskega študijskega programa, ampak potem je pa ta stopnička mogoče, ki jo morate premostiti v predmetih, v znanju, za gladek prehod na vsebine druge stopnje, pač malo večja oziroma težja, kakor če bi opravili univerzitetni študij. Torej, bistveno pri tem, če zaključam, pri tej vaši dilemi, nekateri vidim, da ste že odločeni, drugi sprašujete tudi na slajdu v portalu o tem, na kateri program iti. Če ste v tej dilemi, na enega in drugega si lahko pomagate z vprašanjem, ali želite študirati naprej, ali mogoče, če želite čim prej priti do neke zaposlitve, in mogoče lahko potegnem še eno paralelo. Vem, da je ta dilema malo podobna tej, ki ste imeli pri vpisovanju v srednjo šolo. Univerzitetni program bi mogoče malo bolj izenačil z gimnazijo, pa ne vem, če je ta primerjava toliko zelo fair, visokošolski program pa mogoče z nekim poklicnim usmerjanjem. Čeprav ni čist res, kar sem rekel, ta meja je bolj zabrisana, ker oba dva sta pač zelo globoko usmerjena v računalništvo in informatiko in ni en bolj splošen kot drug. Tako da za konec bi vam pokazal samo še razliko med predmetnikoma teh dveh študijskih programov. Na slajdu trenutno vidite predmetnik univerzitetnega programa in razvidno je v bistvu, kako so predmeti grupirani v 3 letnike, ki so prisotni na prvi stopnji. Tele črne krogce, ki jih vidimo v 1. in 2. letniku, to so obvezni predmeti. In iz tega dejansko vidite, da pridejo do, pač so nastavljeni določeni temeljni predmeti, kot so programiranje, računalniške komunikacije, osnove informacijskih sistemov, neki fizike, matematike, linearna algebra, in da se v bistvu ti obvezni predmeti nadaljujejo nekje do vključno 2. letnika. Potem se pa vse več začenja pojavljati teh rumenih krogcev, ki jih zlasti v 3. letniku lahko vidite, da so grupirani v neke skupine po 4, čemu se reče moduli predmetov. To pomeni, da imate tukaj priložnost zbrati neko področje, v katerega se želite bolj usmerjati oziroma poglabljati znanja na njem, in to so umetna inteligenca, medijske tehnologije, informatika, programska oprema, računalniški sistemi in omrežja. Tako da usmerjanje se tukaj zgodi v 3. letniku, kjer lahko kombinirate te predmete tudi še z zunanjimi izbirnimi predmeti. Naslednji slajd bi prosil, pa prikazuje
predmetni visokošolskega študijskega programa, kjer pa vidite, da je organizacija dosti drugačna. Tukaj imamo tudi obvezne predmete v prvem letniku, ki so zelo podobni. Presek snovi je zelo velik, s tistimi predmeti prvega letnika univerzitetnega študija, je pa koncept tega študija drugačen. V spodnjih vrsticah vidite neke poti skozi ta program, neke predmete, ki so, mi rečemo temu, vertikalno povezani, zaporedno. Predmeti, ki dajo osnovo nadaljnjim predmetom in ti dajo osnovo še nadaljnjim predmetom, in cilj je, da pridete do parih teh predmetov, ki so s tirkizno, zeleno-modro barvo označeni. To so v bistvu ciljni predmeti. Na ta način tudi torej lahko nekako usmerjate vaše znanje, da pridobivate obvladovanje tiste snovi, ki vam bolj leži, ki vas bolj zanima. In seveda oba programa se pa zaključita za diplomo v 3. letniku. Bodite pozorni, tukaj imamo še en zanimiv krogec in to je delovna praksa, čisto na dnu slajda v sredini, ki v bistvu obsega vrednost 3 predmetov in se izvaja v 2. semestru 3. letnika, da si pridobite izkušnje pri zaposlitvi. Tako da to bi bilo z moje strani to. Vračam besedo Mihatu, moderatorju. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, Zoran. Naslednji študijski program, ki ga bomo predstavili, je računalništvo in matematika. Gre za interdisciplinarni univerzitetni program, ki ga skupaj izvajamo na Fakulteti za računalništvo in informatiko in na Fakulteti za matematiko in fiziko. Mogoče tako za začetek, to ni program za tiste neodločene v tej dilemi, ali iti na računalništvo ali na matematiko. To je program za tiste, ki bi želeli dobro razumeti matematične temelje računalništva, zato da bodo sposobni samostojno razvijati nove zahtevne računalniške algoritme. Oziroma mogoče za tiste, ki bi želeli v matematiki resno uporabiti računalniško znanje za reševanje kompleksnih matematičnih problemov. Ampak o tem bo zagotovo skrbnik povedal še malenkost več, takoj za temi osnovnimi podatki. Na programu razpisujemo 40 mest za redni študij. Omejitev lani je bila 87,8 točk. Ponavadi je med višjimi, med našimi programi, tukaj tale omejitev. Kar se vpisnih pogojev tiče, potrebujete opravljeno splošno maturo, lahko pa se vpišete tudi s poklicno maturo, če ob njej opravite še en maturitetni predmet. Zdaj, ta dodaten predmet je lahko, naj bi bila matematika, razen če imate matematiko že v sklopu poklicne mature, kar je zelo verjetno. V takem primeru izberete še katerikoli drug maturitetni predmet. Kar je pomembno, z vpisom postanete študenti obeh fakultet, se pravi Fakultete za računalništvo in informatiko in Fakultete za matematiko in fiziko. Sam postopek vpisa pa v tem primeru vodimo tukaj na Fakulteti za računalništvo. Sedaj pa vidim, da se nam je Matija Pretnar, docent dr. Matija Pretnar že pridružil, in tako da, Matija, izvoli, da poveš mogoče še nekaj bolj konkretnega. Zakaj računalništvo in matematika? Ja, Miha, najlepša hvala za besedo. Kot ste že slišali, sta računalništvo in matematika zelo tesno povezani. In te povezave grejo v obe smeri. Tako, če hočete razviti kakšne algoritme, ali pa tudi, če imate matematično idejo, pa jo želite implementirati v praksi, sploh danes, ko je teh podatkov na stotine, si boste morali znati pomagati z računalnikom in boste morali biti z računalnikom domači. Je pa po drugi strani računalništvo tudi nek navdih za razvoj matematike, tako kot je že dolga leta fizika. Tako da ti dve področji sta izjemno prepleteni in zaradi tega če boste šli študirati računalništvo na FRI, ne boste mogli izogniti matematiki, in če boste šli študirati matematiko na FMF, se ne boste mogli izogniti računalništvu. Ta program IŠRM je pa tak, da bo poskrbel, da boste zelo dobro spoznali temelje obeh področij. V praksi bo to pomenilo, če je vse po sreči in se bomo videli v živo, da boste nekaj dni na FRI in tam poslušali računalniške predmete, preostale dni boste pa na FMF in tam poslušali matematične predmete. Zdaj, pogosto je vprašanje, v čem se potem to sploh razlikuje od matičnih predmetov, od matičnih programov, in sicer v primerjavi s študijem računalništva in informatike je na tem študiju IŠRM več poudarka na dokazih, takih temeljitih matematičnih metodah, in tudi spoznate področja, ki jih drugače med študijem računalništva ne bi spoznali. Če pa primerjamo študij IŠRM s študijem matematike,
dobite veliko več računalniške kilometrine, spoznate več računalniških predmetov, napišete več projektov in na koncu ne ustrašite nobene računalniške ovire, na katero naletite. Zdaj, to sta dva plusa, kje je minus. Če pogledate tale predmetnik, vidite, da je bolj črn, zaradi tega, ker morate spoznati temelje obeh področij, ni več veliko prostora za izbirne predmete. Samo na koncu, v zadnjem letniku, si lahko izberete en modul 3 računalniških predmetov ter potem še 2 druga izbirna predmeta. Ampak, če vam je všeč računalništvo, če vam je všeč matematika, če ste popoldne mislili poslušati informativni dan na Fakulteto za matematiko in fiziko, potem vam ni treba več veliko razmišljati in vam jaz toplo priporočam, da se vpišete na IŠRM. Miha, najlepša hvala za besedo. Hvala, Matija. Tako, sedaj pa nadaljujemo z predstavitvijo študijskega programa Multimedija. Multimedija je prav tako interdisciplinarni študij, se pravi, izvajamo ga na 2 fakultetah, na Fakulteti za računalništvo in informatiko in na Fakulteti za elektrotehniko. Zdaj, v prvi vrsti gre tukaj za inženirski študij, ki kombinira znanja obeh sodelujočih fakultet. Zdaj, namenjen je tistim, ki bi želeli poleg tehnoloških znanj pridobiti tudi znanja kreativnih tehnik za ustvarjanje vsebin, za ustvarjanje nekih digitalnih večinoma doživeti. Na tem programu razpisujemo 30 mest in lani je bila omejitev vpisa pri 82,6 točkah. Pogoji za vpis so podobni kot pri ostalih univerzitetnih študijih, torej predvsem splošna matura, lahko pa se vpišete tudi s poklicno maturo. Če opravite še dodaten maturitetni predmet, pri tem programu ni posebnih pogojev, v kateri bi ta dodatni predmet bil, se pravi, lahko izberete karkoli. Tisti, ki boste sprejeti na ta študij, boste vpisni postopek in ostale formalnosti potem urejali na Fakulteti za elektrotehniko, ampak to v resnici nič ne spremeni, študenti boste obeh fakultet in na obeh boste opravljali obveznosti, poslušali predmete. Več o vsebini vam bo pa povedal kolega, sodelavec, docent dr. Jože Guna z Fakultete za elektrotehniko, ki mu zdaj predajam besedo. Jože, izvoli. Hvala lepa za ta uvod in besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Kot je Miha lepo že predstavil, je multimedija en tak simpatičen interdisciplinarni študij, ki povezuje znanja in kompetence kar 2 takih tehničnih fakultet, in sicer Fakultete za računalništvo, informatiko ter tudi Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Je inženirski študij, se pravi, primarno boste inženirji, se boste ukvarjali s tehniko, ampak kljub temu posvečamo dosti pozornosti tudi mehkejšim veščinam, pa tudi znanjem iz oblikovanja, snemanja, tudi 3D animacije, 3D oblikovanja in tako naprej. Skratka, nekako, če pogledamo tale predmetnik, tele predmete, ki so na voljo, vidite, imate nekaj črnih predmetov, to so obvezni predmeti, hkrati imamo pa tudi nekaj belih predmetov, so pa splošni izbirni predmeti, kar pomeni, da lahko sami oblikujete svoj predmetnik, svoj način študija in lahko zberete praktično katerikoli predmet, ki vas zanima v okviru Univerze v Ljubljani. Tale multimedijski študij sestavlja nekako 3 deli, ki so enako pomembni. Prvi del je ta inženirski del, to pomeni znanja o sistemih, multimedijskih sistemih, kot so na primer radio-televizijski sistemi, IPTV sistemi, potem tudi zelo majčkeno bolj aktualni razne tehnologije za navidezno in obogateno resničnost, kako se napiše taka aplikacija, kako se sprogramira pametno uro, skratka, da boste razumeli, kako ti sistemi delujejo in jih boste znali tudi načrtovati in tudi kakšno aplikacijo napisati. Poleg tehnike je pomembna tudi vsebina, in sicer sama produkcija vsebin, se pravi, kako nekaj posneti, kako rokovati s kamero, kako oblikovati vsebine. Skratka, da izdelate primerne vsebine, ki jih potem lahko vaši uporabniki spremljajo na vseh teh napravah. Poleg tega je pa zelo pomembne so tudi mehke veščine in tudi uporabniška izkušnja, se pravi, kako bodo te vaši izdelki, te vaše aplikacije na koncu izgledale za končne uporabnike, in tudi temu je dosti truda posvečeno, se pravi, kako sploh načrtovati uporabniško izkušnjo, kako vrednotiti, da je vaša aplikacija ali pa izdelek ali pa 3D objekt, ki ga boste naredili, najbolj primeren in kako to znati izboljšati.
Tako, ne nazadnje, vas lepo vabim tudi na letos virtualne informativne dni, tudi na našo matično fakulteto, za fakulteto za elektrotehniko tukaj v Ljubljani. Tako da lepo vabljeni tudi v tale študij in veliko uspeha vam želim še naprej pri vaši izbiri in študiju. Evo, vračam besedo. Hvala, Miha. Najlepša hvala tudi tebi. Jože, sedaj pa še tretji interdisciplinarni študij, to je upravna informatika. Tega izvajamo skupaj s fakulteto za upravo. Za razliko od preostalih dveh interdisciplinarnih študijev, ki kombinirata različne naravoslovno-tehniške vede, upravna informatika kombinira računalništvo z družboslovjem. Tukaj govorimo konkretno za povezavo z upravnimi, ekonomskimi in organizacijskimi znanji. Namenjeni vsem, ki želite razumeti procese upravljanja in menedžmenta, da boste sposobni razvijati in vzdrževati velike informacijske rešitve, tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Še vedno gre torej za inženirski študij in to odraža tudi naziv izobrazbe, saj na koncu postanete inženir oziroma inženirka. Na programu razpisujemo 25 mest. Lani omejitve vpisa ni bilo, vendar to pomeni samo to, da število prijav s prvo željo ni preseglo teh 25 razpisanih mest. Program se je sicer zapolnil, kot se zapolni v bistvu vsako leto in se že dolgo uspešno izvaja. Pogoji za vpis so podobni kot pri univerzitetnem programu računalništva in informatika. Potrebujete ali opravljeno splošno maturo ali pa poklicno maturo z dodatnim maturitetnim predmetom iz računalništva, matematike ali pa fizike. Sam vpisni postopek pri tem interdisciplinarnem študiju vodi fakulteta za upravo. Program pa vam bo sedaj malo podrobneje, pa malenkost bolj v globino predstavila docentka doktorica Tina Jukić, ki je skrbnica tega študija na fakulteti za upravo. Tina, izvoli. Hvala lepa, Miha, za ta izčrpen uvod. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, univerzitetni interdisciplinarni študijski program upravna informatika daje morda na prvi pogled vtis, da imajo diplomanti tega programa težave z zaposlitvijo. V nazivu je namreč uprava oziroma upravna, kar ima danes včasih negativen prizvok. Pa vendar temu ni tako. Slovenija, tako kot vse članice Evropske unije in praktično vse razvite države, zadnjih 20 let intenzivno vlaga v razvoj e-uprave oziroma digitalne uprave. Pod tem pojmom se skrivajo projekti, kot so e-zdravje, e-sociala, e-storitve javne uprave, e-sodstvo in še bi lahko naštevali. In ti projekti se po pravilu outsourcajo, kar pomeni, da te informacijske rešitve razvijajo zasebne entitete, torej podjetja, v sami javni upravi tega razvoja praktično ni. In tu nastane pomemben prostor za diplomirane inženirje upravne informatike. Če se namreč le-ti zaposlijo v velikem zasebnem podjetju, bo velika možnost, da bo to podjetje kandidiralo za razvoj informacijskih rešitev javne uprave. Diplomirani inženir upravne informatike bo po eni strani zelo dobro poznal delovanje javne uprave, hkrati pa bo te rešitve tudi razvijal. Poznavanje delovanja javne uprave oziroma celo širše javnega sektorja ni mala stvar. Gre za izjemno kompleksen sistem, s katerimi podjetja sodelujejo na dnevni osnovi. Zato je dobro poznavanje tega sistema izjemna konkurenčna prednost. In če temu dodamo še računalniška oziroma informacijska znanja, potem ni težko ugotoviti, da je diplomirani inženir upravne informatike izjemna kombinacija upravno-pravnih, organizacijskih, ekonomskih in pa informacijskih znanj. Če pa se diplomanti upravne informatike po drugi strani zaposlijo v javni upravi, bodo z vsemi temi znanji zagotovo vrhunski kandidati za vodenje IT projektov na strani uporabnikov. Res pa je, da je analiza zaposljivosti diplomantov, ki smo jo naredili konec leta 2020, pokazala, da se dobrih 90% le-teh zaposli v zasebnem sektorju, večina njih pa dobi službo v 6 mesecih po zaključenem študiju. Torej, program, kot je že povedal Miha, izvajata skupaj fakulteta za upravo in fakulteta za računalništvo in informatiko. Za tiste, ki ne veste, fakulteta za upravo je za Bežigradom poleg FDV-ja, vendar naj vas to ne skrbi, urnik je namreč naravnan tako, da v enem dnevu ne poslušate pedagoških obveznosti na obeh članicah, ampak imate nekaj dni pedagoške obveznosti, torej študijske obveznosti na eni članici in preostale dni na drugi članici.
Znanja, ki jih boste osvojili na tem programu, kot je mogoče videti iz predmetnika, lahko v grobem razvrstimo v 3 stebre. Računalništvo, informatika in informacijski sistemi in pa upravne znanosti. Toliko za enkrat, veselim se vaših vprašanj, sedaj pa predajam besedo prodekanu Gašperju Fjavžu, ki bo podal informacije o vpisnih pogojih in omejitvah. Tina, hvala. Nekaj o tehnikalijah vpisa bi želel povedati. Torej, vpis na ne samo naše fakultete poteka izključno na spletnem portalu EVŠ. Mogoče si ni treba besno zapisovati tega naslova, prvi zadetek v Googlu vas bo na pravo mesto postavil. In portal EVŠ bo sprejemal prijave od 16. februarja do 19. marca 2021. Torej, 19. marec je zadnji rok za oddajo prijave v tem prvem prijavnem roku. Zdaj, kaj potem? Potem nadaljujete s šolanjem, dobivate dobre ocene, opravljate in opravite maturo, poklicno maturo in po nekaj dneh po objavi rezultatov mature dobite še obvestilo o vpisu na vaš želeni študijski program. Seveda, na enega od teh 5 programov, ki smo jih danes predstavili. Ampak prvostopenjski študij seveda ni vse. Študirati se da potem še na 2. in 3. stopnji, torej če ste že v tem trenutku ambiciozni in veste, da boste študirali na 2. stopnji, vsi ti programi, ki smo jih danes predstavili, mogoče z izjemo upravne informatike, imajo svoje naravne naslednike na drugostopenjskih programih. Torej, ta naš drugostopenjski matični program računalništvo in informatika delimo celo na 2 smeri. Podatkovne vede so ena smer, ki jo izvajamo zdaj ne prav dolgo časa. Seveda, z prvostopenjsko diplomo na fakulteti za računalništvo in informatiko ne boste omejeni samo na študije, ki jih navajamo tukaj. Nekateri naši študenti odhajajo tudi v popolnoma komplementarne študijske smeri na 2. stopnji. Mogoče bi na tem mestu izpostavil še ta 2 naša programa, kognitivno znanost in uporabno statistiko. To sta pa programa, ki jo izvajamo v enem takem večjem konzorciju fakultet z Univerze v Ljubljani. Seveda za tiste, ki ste raziskovalci po duši, možno je študirati tudi na 3. doktorski stopnji in na fakulteti poleg tega matičnega programa računalništvo in informatika doktorskega študija sodelujemo še pri doktorskem študijskem programu bioznanosti, ki ponovno teče na več članicah Univerze v Ljubljani. Zdaj, mogoče še malo reklame. Na FRI, na fakulteti za računalništvo in informatiko, vemo, da ne znamo vsega. To tudi priznamo. Računalništvo je tako široko področje, da računalniški oddelki, računalniške fakultete ne morejo čisto vsega razvijati. In mogoče imamo zaradi tega en tak poseben odnos do teh mednarodnih izmenjav, mogoče tudi v kontrastu s kakšno drugo fakulteto Univerze v Ljubljani. Torej, mi študente, ne bom rekel prosimo, ampak pošiljamo v tujino tudi zato, da lahko na teh tujih inštitucijah spoznajo tiste znanja, tiste vsebine, tiste načine dela, ki jih na naši fakulteti ne gojimo. Torej, če vas bo zanimala kakšna posebna smer računalništva, ki jo izvaja kakšna posebna fakulteta v Evropi, s katero imamo verjetno podpisano pogodbo o sodelovanju, se lahko odločite, da recimo v 2. letniku, v poletnem semestru odidete na izmenjavo na tisto inštitucijo.
In pri tem vam bomo obveznosti, ki jih boste opravili v tujini, upoštevali na našem domačem študiju, čeprav ne bojo točno takšne, kakor jih naš študijski program zahteva. In mogoče še čisto zadnja reč, na univerzitetnem študiju računalništva in informatike imate možnost upravljanja dvojne diplome, dvojnega študija z korejsko inštitucijo Kyungpok National University. Torej vsako leto se nekaj, 1, 2, 3 študenti odločijo, da bodo odšli tudi v Korejo, opravili nekaj študijskih obveznosti tam in potem dobili diplomsko listino z obeh inštitucij, torej diplomirali bi tako na fakulteti za računalništvo in informatiko, kot tudi na tej korejski partnerski ustanovi. Toliko od mene v tem trenutku, zdaj pa predajam besedo še kolegici Zali Erič, naši glavni študentki oziroma predsednici študentskega sveta FRI. Ja, lep pozdrav še iz moje strani. Upam, da ste do zdaj torej izvedeli že veliko in da vas tale naš faks začenja že zanimati počas. Zdaj verjamem, da je teh informacij ful veliko in da je prestop iz dijaškega v študentsko življenje še posebej strašljivo v teh časih. Zato bi vam rada na tej točki predstavila še drugo stran študentskega življenja in sicer kakšne so možnosti za obštudijsko udejstvovanje. No, če začnem kar s študentskim svetom FRI, mi smo organ fakultete, ki ga sestavljamo študentje izvoljeni na uradnih volitvah. Mi se zavzemamo za interese študentov s tem, da sodelujemo v različnih komisijah na fakulteti in pomagamo pri oblikovanju študijskega in pedagoškega procesa. Vsako leto ful radi vidimo, da se čim več mladih pridruži, zato vas kar vabim, da se malo pozanimate o nas in potencialno tudi pridružite naslednje leto, ko začnete. Mi organiziramo razne dogodke, eni so malo bolj zabavni, eni so bolj učni. Od zabavnih dogodkov organiziramo kakšne spoznavne piknike, spoznavne žure, potem pa čez leto tudi določene dogodke kar na faksu, naprimer dobrodelne dneve ali pa večere družabnih iger. Nekatere pa izven faksa, naprimer kakšne bowlinge, go-karting, biljard, smučanje in tako dalje. Pri takih bolj zabavnih dogodkih v veliki meri sodelujemo s študentsko organizacijo FRI. Tudi za tja vas lepo povabim, da se kar malo pozanimate. Razen tega pa v sodelovanju s fakulteto organiziramo tudi uvod v študij, kjer pa študente oziroma dijake povabimo en teden pred začetkom študija, teden, ki ga preživimo skupaj, upam, da na faksu mogoče, in pa ponovimo srednješolsko snov matematike in računalništva, tako da se malo dobi občutek za študij, kako stvari potekajo in tako dalje. Potem pa tudi kasneje tekom leta tudi kakšne druge učne dogodke organiziramo, naprimer delavnice različnih programov. Ne vem, kakšni programi, ki bi študente zanimali, pa mogoče niso v celoti pokriti v kurikulumu. Vkolikor pa imate že zdaj kakšne ideje za svoje lastne projekte, pa FRI ponuja tudi študentski pospeševalnik Garaža FRI. Razen tega pa sodelujemo še pri raznih hackatonih, ki potekajo na FRI ali pa za študente FRI. To pa so družabni dogodki, kjer ali podjetja ali pa društva zastavljajo neke izzive, ki jih potem skupina študentov poskusijo na čim bolj kreativen način rešiti oziroma razviti, zmagovalci pa so na koncu nagrajeni. Zdaj, mi smo ta druženja pa delavnice v veliki meri kar uspešno prenesli v spletno obliko. Velikokrat se podružimo ali pa imamo kakšne delavnice na platformah, kot so Discord, Zoom in tako dalje. Zato jaz upam reči, da smo študentje FRI tudi v teh časih ostali kar povezani in da lahko doživimo nek občutek skupnosti. To je od mene vse. Predajam besedo nazaj. Hvala. Najlepša hvala, Zala, za to predstavitev aktivnosti, ki jih študenti počnete.
Ja, letos je nekoliko drugače, ko smo v živo na fakulteti. Takrat je sicer polna predavalnica zainteresiranih dijakov, dijakinj, hkrati pa je še en kup naših študentov, ki vas potem popeljejo po fakulteti in vam pokažejo. Letos žal ni tako da za letos samo zala zaenkrat. Sicer pa smo trenutno zaključili z predstavitvami, zato je čas, da odgovorimo tudi na vaše vprašanja, ki ste nam jih vmes zastavili na platformi Slido. Kar veliko jih je, tako da čisto na vsako, tako kot so zastavljene, ne bomo odgovorili, ker mislim, da smo na veliko zastavljenih vprašanj odgovorili v bistvu že v naših predstavitvah vmes. Se pravi, so bila nekako zapisana že prej. Vendar pa se nekatera vprašanja, kar ponavljajo oziroma neke variacije vprašanj se obračajo, tako da dajmo pogledati tiste stvari, ki vas najbolj zanimajo. Tukaj sedaj z mano je tako prodekan Gašper, so pa seveda tudi ostali skrbniki na voljo, da bodo vskočili za kakšna bolj specifična vprašanja. Zdaj, Gašper, mogoče eno od tistih glavnih vprašanj, ki mislim, da smo nekako že predstavljali v samih predstavitvah, pa vendar o teh predznanjih, se pravi, ali so kakšna predznanja, ki bi jih morali tisti dijaki, ki se vpisujejo, imeti, kaj pomeni, če nekdo pride z gimnazije in nima predznanja programiranja, kaj pomeni za nekoga, ki prihaja z poklicne šole, pa bi se hotel na univerzitetni program vpisati, ali so tu kakšne posebnosti, na kaj biti pozoren? Zdaj, verjetno je glavno vprašanje, koliko moram znati programirati. Pri naših programerskih predmetih začnemo čisto od začetka, torej ne predpostavljamo nobenih računalniških znanj. Programerski predmeti se začnejo z Hello World programom. Seveda, zdi se, da tisti dijaki, ki imajo že neki programerske kilometrine, bojo imeli malenkost olajšan začetek, ampak po drugi strani bojo pa tisti, ki so v srednji šoli malo boljše rezultate dosegali pri matematiki, imeli pa na drugi strani svoje prednosti. Torej, seveda, predpostavljamo srednješolsko znanja obveznih predmetov. Predpostavljamo, da se znate dobro izražati, da obvladate kakšen tuj jezik, recimo angleščino, predpostavljamo, da znate srednješolsko matematiko, pri računalniških vsebinah pa v resnici ne. Prav, hvala. Sedaj, bilo je tudi kar nekaj vprašanj takih povezanih z, recimo, konkretno z vpisi, z možnostjo prehajanja med programi, z možnostjo prehajanja z izrednega potem na redni študij, kakšne so možnosti pa pogoji vzporednega študija? Bom mogoče ta najlažji vprašanje najprej odgovoril. Izredni študij je zastavljen tako, da naj bi študentje po zaključenem prvem letniku izrednega študija se potem v višje letnike vpisovali na redni študij. Zdaj, kar se tiče načine prehajanja med programi, če se študent po prvem letniku odloči, da bi se rad prepisal na katerega od drugih programov, nekatere možnosti so odprte. Torej, če se recimo odločite za vpis na računalništvo in matematiko, potem je relativno dobro izdelan način, kako nadaljujete na našem matičnem univerzitetnem programu računalništvo in informatika. Podobno tudi, če se vpišete na multimedijo, pa izdelate kompleten prvi letnik, najdemo način, kako lahko pridete na naš matični računalniški program. Obratno je to malo težje. Zdaj, kar se tiče mogoče prehoda med univerzitetnim pa visokošolskim strokovnim programom računalništva in informatike, ta prehod je možen. S tem, da ga še na Friju, na informativnem dnevu, se še nekaj vleče. Imamo sodelavca Matijo.
Torej, prehod na visokošolski strokovni program je možen in res nekaj študentov to možnost vsako leto tudi izkoristi. Nekako po prvem letniku. Prehodi po višjih letnikih so pa malo bolj komplicirani. Tam pa nekako že je treba kakšno leto študija riskirati. Hvala. Gašper, nekaj je bilo potem še takih vprašanj, mogoče, kakšen je delež, vem, da je Mojca na začetku že poudarila, da pač imamo vedno več dekleta, imaš mogoče podatek, kakšen je to? Tako zelo na grobo. Letos imamo na našem univerzitetnem študiju okrog 20% deklet, mislim, da jih je okrog 40, slabih 40, na visokošolskem strokovnem študiju pa polovico toliko, okrog 10%. Na teh interdisciplinarnih programih je delež deklet večji kot na naših matičnih programih. Mogoče, če jaz na hitro pogledam še tale vprašanja, takšne, ki se tičejo, kakšen je delež študentov, ki diplomira. To številko je zelo nehvaležno reklamirati. Torej, tipično imamo 150 vpisnih mest skozi preteklih nekaj let na obeh naših matičnih programih, plus okrog 10%, se pravi še 15 mest za tuje študente. Zdaj, število diplomantov, ki jih imamo na vsakem programu na leto, je potem nekaj 80-90. Torej, številka variira preko let, ampak čez prst je to ustrezna ilustracija. Hvala. Zdaj, mogoče, če še vskočim, verjetno imamo tukaj dva problema, ki jih niti ne znamo dobro zaznati. Nekaj študentov res obupa, nekaj študentov res se odloči, da računalništvo ni za njih in mogoče se tudi prepišejo na kakšno drugo fakulteto, nadaljujejo s kakšno drugačno kariero. Nekaj študentov pa odpade, pa ne diplomira zaradi tega, ker prehiter vstopijo v računalniški posel. Hvala. Ja. Zdaj, nekaj vprašanje potem takih vsebinskih, mogoče, ki nekako zahtevajo mogoče neko primerjavo med posameznimi študijskimi programi. Pa boš povedal, Gašper, ali bi to ti odgovoril, ali pa mogoče damo tudi priložnost Zoranu. In sicer vprašanja, če recimo nekoga zanima robotika, ali potem študij računalništva in informatika, ali potem rajši nekaj na fakulteti za elektrotehniko, ali če te zanima umetna inteligenca, program računalništva in informatika, ali rajši računalništvo in matematika. Se pravi, kje so tukaj mogoče za taka posamezna znanja, ali je tukaj program računalništva in informatika ustrezen, ali se je boljše tukaj usmeriti mogoče na neke druge sorodne študijske programe. Zoran, mogoče bi se lahko ti nam pridružil pa povedal. Lahko, komot. Zdaj, vprašanje je korektno, je pa zelo nehvaležno, zaradi tega, ker v bistvu odgovor izhaja iz vsakega posameznika in lahko predstavim neko svojo okvirno razumevanje tega ali pa vizijo, ne morem pa reči, to je zdaj prava rešitev za pač posameznega študenta, ne. Torej, če govorimo o programih, ki jih izvaja FRI, so v bistvu te vsebine računalniškega vida, kaj še omenjeno umetne inteligence, v bistvu isti predmeti, ne. In v tem pogledu, če govorimo o teh študijskih programih, je treba enostavno poleg tega pol pogledati študijski program kot celoto, ne. Do teh vsebin se bo torej že prišlo, je pa stvar posameznika, kaj vas bolj zanima. Če vas bolj zanimajo matematične vsebine, tukaj program IŠRM, na primer, ki mislim, da je bil omenjen v tem vprašanju, če pa želite zaslediti druge cilje, ki smo jih omenjali za računalništvo in informatiko, je pa pravi program pol RI, ne. Zdaj, kar se tiče drugih fakultet, težje odgovarjam, je pa res, da so to drugačni študijski programi, ne. Konkretno program na FE
ki vsebuje robotiko, so to drugačni pogledi na robotiko, kot pač jih ponujamo pri nas znotraj naših programov. Tisti programi so bolj elektrotehnično obarvani in zopet je treba pogledati program kot celoto in pač željo vsakega posameznika. Hvala. Zoran, nekaj vprašanje je bilo še tako pač se pravi o visokošolskem programu, pa mislim tudi univerzitetnem, o tem, kateri programski jeziki se uporabljajo oziroma kateri programskih jezikov se študenti naučijo na programu računalništvo in informatika. Zoran, lahko tukaj vsaj orišeš, kaj je tisto, nekako, na čemer je poudarek, pa kaj še se da. Oprosti, Miha, imel sem težave s povezavo, lahko sam na hitro ponoviš vprašanje. Seveda, programski jeziki, ki se jih študenti naučijo na posameznem. Ja, programski jeziki. Glejte, programski jeziki so zelo fajn zadeva, pač seveda, to so nekako vmesnik med človekom in računalnikom, da se naučiš programirati. Lahko povem, da na univerzitetnem programu se poučujejo Java, seveda, to je bilo eno vprašanje v prvem letniku, pa C++. Na visokošolskem študijskem programu Python, pa v drugem semestru Java. Ampak hočem povedati pa to, da bolj kot izbira programskega jezika je znanje, ki leži za programskim jezikom. To so ena taka splošna znanja o tem in veščine, kako napisati en program. Če ti pogledaš dva programska jezika, tako velik delež tega isti, samo temu rečemo sintaksa, besede, s katerimi pišeš, je drugačna. V zadnji za tem obstaja ena teorija, ena pravila, ki so ista v vsakem programskem jeziku in če se dobro naučiš konceptov enega programskega jezika, ti zelo hitro postane vseeno, ko odrasteš kot računalničar, kjer jezik je pred tabo. Tekom prve stopnje jaz mislim, da boste srečali vsaj 5 ali pa 6, če ne celo več, različnih sintaks, programskih jezikov, formalizmov. Zdaj na drugi stopnji, kjer tudi jaz predavam en predmet o bolj naprednem programiranju, tam znotraj enega predmeta se s 3-4 programskimi jeziki ukvarjamo. Tako da vse je to namenjeno ne zato, da vas dela konfuzne, ampak zato, da pridobite veščine, ki jih boste rabili na dolgi rok kot računalničar in to, da se znate prilagajati enemu področju, ki je tehnološko izjemno zahtevno v smislu blazno hitrih sprememb. Zato se vas trudimo na fakulteti ne učiti enega, 2 programskih jezikov, ampak vam dati globja znanja, ki vam bojo veljala celo življenje in celo vašo poklicno kariero. Hvala, Zoran. Tukaj sem našel še 2 vprašanje v zvezi z univerzitetnim študijem. In sicer eno je, kakšne so neke zaposlitvene možnosti nekoga, ki se recimo na univerzitetnem študiju ne odloči za študij na drugi stopnji, ampak recimo bi šel potem delati? Zdaj z veseljem rečem, v bistvu kot fakulteta mi tukaj zelo izstopamo. Zaposlitvene možnosti, o tem smo v bistvu danes najmanj govorili. Mogoče, če bi šli na kak drugi informativni dan, bi na fakulteti zelo veliko razlagali, kje se vse lahko zaposlite. Tako po angleško bi rekel, this is not an issue at all. Po prvi stopnji se lahko zaposlite kjerkoli, tudi če greste na univerzitetni študij, tudi če greste na visokošolski strokovni študij. Zdaj, nekaterim delodajalcem, kolikor sem jaz bil v stiku z njimi, oziroma smo kot fakulteta, je malo mogoče vseeno, s katerega od teh 2 študijev prihajate, medtem ko eni drugi pa dajejo prednost diplomantom univerzitetnega študija. Mogoče računajo, da je prisotno vse tisto, kar sem prej omenil, neko mogoče bolj poglobljeno znanje, ki ima daljši rok trajanja, če se lahko tako izrazim. Vendar pa sta oba programa čisto lepo zaposljiva in zelo veliko študentov visokošolskega strokovnega študija tudi že zelo lepo naveže stike z delodajalci med delovno prakso, a ne ki v 3. letniku. Tako da zaposlili se boste ne glede na program. Tako, tu je bilo sicer še eno vprašanje, koliko modulov se lahko izbira na tem univerzitetnem programu? Zoran? Še vedno zame. Ja, zdaj v bistvu v tej shemi, ki ste videli, zberete en modul, 4 predmetov. Poleg modula so pa na razpolago še izbirni predmeti, ki niso znotraj modula, torej lahko rečemo in dodatni pač izbirni predmeti, strokovno izbirni ali pa splošno izbirni. To pomeni, da zberete en modul, zraven pa zberete lahko še poljubne neke predmete, ki so lahko sicer tudi v nekih drugih modulih. Ponuja pa vsak ta program tudi tako imenovano splošno izbirnost. To pomeni, da lahko v 3. letniku zberete nek predmet,
iz cele ljubljanske univerze. Recimo ugotovite, da vas zelo vleče v neko področje, naprimer oblikovanja ali kaj takega, da bi radi povezali znanje računalništva s tem področjem, lahko poiščete na neki drugi fakulteti in seveda, če vam urnik, čas, energija in volja dopuščajo, obiskujete tisti predmet in se vam pol prizna za ta splošno izbirni predmet. Tako da tukaj se trudimo priti študentom naproti s ponudbo in v bistvu malo navigirati in med tem, da vas usmerimo, pa tudi med tem, da imate lepo izbiro, s katero se počutite, da ste dodali neko dodano vrednost vašemu študiju. Hvala, Zoran. Tako, počasi bomo mogli zaključiti, tako da, Gašper, tukaj bi ti predal še besedo. Vidim, da se nam je Zala iz študentskega sveta žal mogla posloviti, ker je imela neke druge obveznosti. Tukaj nekaj vprašanj še v zvezi z urnikom, kako je razporejen urnik, koliko ur potrebujejo študenti na dan za fakulteto, mogoče v povezavi s tem tudi, ali lahko sploh študentsko delo, je to časovno izvedljivo. Zdaj, kar se urnika tiče, ni izključno dopoldne. Torej, urničarji, pa mi vsi že želimo ta urnik nastaviti tako, da se ne povleče v pozne večerne ure, ampak včasih nam to ne uspe. Torej, v vsakem letniku se najde kakšna skupina ali pa kakšen specializiran predmet, ki ima lahko predavanje ali pa vaje tudi do kakšne 7. večerne ure. Tipično s predavanji končamo do 4 popoldne, tipično se vaje zaključijo do 5. Kar ne pomeni, da boste vsak dan do 5 na fakulteti, dobro, zdaj v tem trenutku sploh ne, ampak katere od dni pa je potrebno povleči do kakšne takšne popoldanske ure. Zdaj, kar se tiče Tukaj gledam vprašanja. Mac, Windows, katere računalnike, kakšno okolje bi priporočali za študij, katerokoli. Torej, marsikateri študentje prav dobro funkcionirajo izključno z Linuxom, tudi na fakulteti se trudimo, da vsebine niso močno vezane na neko konkretno programsko rešitev. Eno drugo vprašanje je bilo v zvezi z literaturo, kakšni so stroški. Spet tukaj se trudimo, da so čim manjši. Vsaj tiste vsebine, ki jih podajamo preko učbenikov, ki jih sami na fakulteti izdajamo, za njih se trudimo, da so študentom dostopne, prosto dostopne elektronske verzije učbenikov, oziroma da lahko kupijo papirno verzijo praktično po ceni tiska. Tako da, z mano je že prodekan Gašper, tako da bomo pogledala tista nekako najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo. Eno zagotovo je vedno, tako ki vztraja, v predznanjih. Se pravi, ali mora nekdo imeti predznanja, mogoče formalna ne, ampak za sam opis, kaj pomenijo ta predznanja. Predvsem sem videl, da so se tukaj pojavila zdaj vprašanja glede programiranja, pa ali je kakšen jezik, ki ga je treba posebej znati programski, in pa glede matematike. Tudi glede matematike, ali je to kakšna omejitev srednješolske matematike, poklicne šole, gimnazije. Torej, programiranje je ena, na katerem koli študijskem programu začnemo od začetka. Torej, ne predpostavljamo nobenega predznanja. Seveda, želimo zanimanje, želimo veselje do programiranja. Tisti, ki imate neke programerske kilometrine,
boste verjetno na začetku malo boljš uspevali pri predmetih, je pa tudi tukaj malo težava, če ste se kakšnih slabih navad navzeli, da bomo te slabe navade pri programiranju morali odpravljati. Torej, začnemo na začetku. Mogoče res, da tisti, ki ste popolni začetniki, boste morali na začetku malo bolj trdo delati ali pa malo več časa vložiti v programerske predmete, ampak če primerjam dijake, ki so prihajali iz splošnih gimnazij ali pa mogoče iz računalniških gimnazij, eni so imeli neke prednosti pri programiranju, drugi so imeli neke prednosti pri matematiki, ampak do konca prvega letnika se je to že, mislim, da precej dobro uravnotežilo. Zdaj, koliko matematike je treba znati, srednješolska matematika je potrebna, torej znanje, ki ga boste morali pokazati na maturi, česa takšnega ni dobro pozabiti potem poleti, ne. To vam vsekakor mora ostati. Okay, vprašanje, mogoče, lahko gremo pa tudi k temu dvema vprašanjima, ki sta tudi tukaj, vidim, med udeleženci nekako uvrščena najvišje, se pravi, da je kar nekaj takih, ki vas to zanima. In sicer gre tukaj za neko primerjavo, recimo temu med programoma računalništvo in matematika in računalništvo in informatika. Vprašanje je, se pravi, glede na smer, a je kakšna posebna prednost, oziroma kakšna je ta prednost enega programa pred drugim in ali je kakšna razlika pri iskanju zaposlitve potem z enim ali drugim programom. Ne vem, Gašper, bi ti ali bi... Bom mogoče začel. Jaz mislim, da če se boste potegovali za delo v industriji, pa boste imeli odlične dosežke na kateremkoli od teh dveh študijskih programov, vas bojo popolnoma enakovredno obravnavali. Seveda znanja, ki jih boste pridobili na enem programu, bodo malenkost drugačna kot tiste, ki jih boste pridobili na drugem programu. Nekje boste imeli mogoče več računalniških znanj, nekje boste imeli mogoče več trdo računalniških, algoritmičnih znanj, ampak na strani delodajalca bojo znali oba ta dva profila popolnoma dobro izkoristiti. Tako da jaz bi tukaj rekel, če vas zanima računalništvo in matematika, pa se bojite, da vas kot računalničarja ne bojo tako resno jemali kot vašega prijatelja, ki je šel na računalništvo in informatiko, ne. Dejansko ni res. Ok, mogoče vprašamo še kolega za fakultete za matematiko in fiziko, ali ima tukaj kaj za dodati, Matija? Ja, jaz se tukaj strinjam, kdor zna ga, kar se službe tiče, ne bo nobenih omejitev, bodo mogoče šli študentje IŠRM-ja v mačkam bolj abstraktne vode, mogoče bolj kakšno modeliranje ali kaj takega, študentje računalništva informatike, mogoče mačkam bolj v tehnične vode, ampak presek je ogromen. Tudi za nadaljevanje študija potem. Ne. Prav, hvala. Sedaj pa mogoče spet imamo tukaj eno vprašanje, ki je tudi, mislim, da še kar visoko. Študenti upravne informatike, ali lahko nadaljujejo na free na kateri od drugih stopenj? So tu kakšni posebni pogoji ali pa omejitve? Ne, lahko in tudi nekaj jih nadaljuje. Se oproščam, Miha, ker sem odpadla, ker sem že prej videla to. Zdaj veliki gre naprej na poslovno informatiko na ekonomsko fakulteto, nekaj jih pa je že šlo do zdaj potem na drugo stopnjo na fakulteto za računalništvo in informatiko. Nekaj jih nadaljuje tudi na naši fakulteti, na fakulteti za upravo, ampak mislim, da je 1/4 jih šla potem na poslovno informatiko na ekonomsko fakulteto. Mogoče so res ti vpisni pogoji za drugo stopnjo
na programu računalništvo in informatika malo kriptično zapisani, ampak na FRI smatramo upravne informatike kot naše študente, kot tiste, ki so diplomirali na računalniških informacijskih programih. Tako da pašejo v to skupino študentov, ki jim ni treba upravljati nobenih diferencialnih izpitov, če se tako izrazim. Prav, hvala. Smem še nekaj, ker sem videla eno vprašanje, ne vem, na YouTubeu ali tukaj, ki je tudi bilo za upravno informatiko. Izvoli, kar povej. Bilo je vprašanje, od katere fakultete dobi diplomant diplomo, ne? Torej, diploma se sicer, bom rekla, slavnostno podeli na fakulteti za upravo, ampak na sami diplomi sta navedeni obe članici, fakulteta za upravo in fakulteta za računalništvo in informatiko. Tako je. Gre tukaj pri vseh interdisciplinarnih študijih v bistvu za neko posebno obliko, tudi mislim, da v teh razpisih, ki pridejo ven, so navedeni interdisciplinarni programi nekoliko posebej, se pravi, niso navedeni direktno pod fakulteto za računalništvo ali pa matematiko in fiziko, upravo ali pa elektrotehniko, ampak so nekako posebej ločeni, ker gre za posebne programe. Tukaj ne gre samo, da upravljate neke predmete na posameznih fakultetah, ampak dejansko upravljate poseben program, ki je poseben program na univerzi, nima ene fakultete samo za sabo. Vprašanje, ki se vedno ponavlja, seveda, koliko deklet se povprečno vpiše na leto, oziroma kakšen je delež deklet? To je mogoče zame. Torej letos imamo med približno 200 študenti na univerzitetnem programu, okrog 40 deklet, na visokošolskem študijskem programu je malenkost manj študentov, ampak deklet je pa okrog 20. Na teh interdisciplinarnih programih računalništvo in matematika, upravna informatika in multimedija je seveda delež deklet večji kot takšen. Hvala. Sedaj pa mogoče vprašanje mogoče za Tomaža bolj, ker gre tukaj za vprašanje o nekako razlikah, če bi lahko temu rekli, med fakulteto za računalništvo oziroma programom, verjetno računalništva in informatike in pa programi na fakulteti za elektrotehniko. Se pravi, govorimo o robotu, tukaj konkretno je robotika omenjena, pa v drugem vprašanju programiranje mikrokontrolerjev, pametnih naprav, programiranje v C++. Kaj tukaj lahko povemo v smislu, kaj študenti dobijo na tej fakulteti ali pa zakaj bi mogoče raje šli kam drugam? Ja, jaz mislim, da je zelo, če pričakuje odgovor nekdo, da bo rekel, pejte k nam ali pa pejte tja, ta odgovor veste, kako ne morem dati. Se mi zdi, da tudi to vprašanje, ki sem ga bral, premalo pove, kaj v bistvu nekoga zanima. Omenjeni so sicer res mikrokontrolerji in programiranje pametnih naprav, ampak to ponujamo seveda tudi tako mi kot na fakulteti za elektrotehniko. Jaz mislim, da treba malo širše pogledati celoten predmetnik in pa stvari, kaj te zanimajo in kaj bi rad potem tudi po končani fakulteti počel, da se boš odločil, a bo šel k nam, a bo šel recimo tja. Tako da, kaj več kot to bi jaz težko rekel. Ne bom pa rekel, mi smo boljši, pridite k nam, ker to je bilo zelo nekorektno nekako. Mogoče pa kolega za fakultete za elektrotehniko lahko še kaj dodal. Ja, zdaj Jožeta imamo seveda tukaj s fakultete za elektrotehniko, ampak verjetno se bo vzdržal pri takem vprašanju, ker vendarle tukaj predstavlja program multimedije. Ampak imamo tudi vprašanje pri programu multimedije, tako da mogoče Jože, če se nam pridružiš, vprašanje eno o težavnosti matematike na multimediji, se pravi nekoga malo skrbi o tem, kaj to pomeni, če pridem na multimedijo in kakšna matematika je, pa tudi konkretno vprašanje, ali je 3D modeliranje recimo tudi del programa. Ja, super, hvala za vprašanje. Glede matematike mislim, da ni treba skrbeti, se pravi študij je nekako, tako bi rekel, pol je strokovno-inženirski, kodr pride seveda tudi matematika v okviru strokovnih predmetov, ampak je fokus na teh multimedijskih predmetih, kodr je treba nekaj znati računati, ampak nič bati, tudi tukaj začenjamo, se pravi, ko bi rekel, z nule, tako da z nekim srednješolskim znanjem mislim, da boste lahko kamot sledili. Mislim, da je najbolj pomembno to, da vas to področje zanima in potem boste, sem prepričan, uspešni. Kar se tiče animiranja in 3D modeliranja, ja, tudi to je del programa, ker je to tudi pomemben del priprave vsebin.
tako da tudi s tem se boste srečali. Pa mislim, da je bilo še eno vprašanje okoli uporabniške izkušnje. Tudi z uporabniško izkušnjo se na tem študiju dosti ukvarjamo, tako da boste dobili nekaj znanj, seveda pa, kakor je profesor Dobravc prej povedal, je treba širše pogledati, kaj vas zanima, pa se pač odločiti za tisti študij, ki vam je najbolj zanimiv in primeren, ampak tudi pri multimedijskem študiju se ukvarjamo z uporabniško izkušnjo. Mislim, da sem polovil vsa 3 vprašanja. Super, hvala Jože. Podobno vprašanje pri teh primerjavah in odgovor je najbrž tudi pri vprašanju, ki se zelo kratko glasi, free ali fairy. Mi bomo rekli free, ampak seveda je to zelo tako subjektivno odgovor. Vaš odgovor mora biti pa prav tako subjektiven, se pravi, odvisno od tega, kaj vas zanima in kaj specifično nek program ponuja. Noben program ni povsem enak na vseh teh fakultetah, tako da sami se nekako pozanimajte in poglejte, kaj je tisto, kar vas najbolj pritegne. Mogoče bom jaz tu skočil, če vas zanima služba v Avstriji, mogoče res Fairy v Mariboru boš. So razlike med fakultetami, seveda so. Zdaj, pa bom rekel, če je Fairy na kakšnem področju močno, je to res programsko inženirstvo, če je FRI na kakšnem področju močno, je to umetna inteligenca. Mogoče tako. S tem, da in eno in drugo vsebino boste na obeh fakultetah dovolj kvalitetno dobili. Tako, eno vprašanje se zdaj prebilo zelo visoko, oziroma na vrh, malo koleba na vrhu, in sicer, kako dober računalnik potrebuje študent za opravljanje fakultete. Se pravi, ali so tukaj, mogoče je to tudi odgovor ne samo o tehničnih karakteristikah, tudi v operacijskem sistemu se ponavadi pojavi vprašanje. Gašper, lahko pa tudi Tomaž, ker je potem še nekaj vprašanj o programskih jezikih. Mogoče tudi Zala. Gotovo ne rabite toliko močnega računalnika, kakor bi ga rabili za igranje igric. Torej, sam osebno sem ravnokar upokojil en 7 let star prenosnik in mi je, saj mogoče bil res višjega cenovnega razreda, ampak mi je relativno dobro služil do dan današnjih dni. Jaz mislim, da neke strojne zahteve, da je treba pa na vrat na nos kupiti računalnik za več tisoč evrov, nismo tako zahtevni. Tako, vprašanje, pa potem tukaj pa bi Tomažu predal besedo, je o tem, s kakšnimi programskimi jeziki se v bistvu, katerih programskih jezikov se učijo študenti na računalništvu, vprašanje tudi na IŠRM, ampak verjetno bi boš to znal povedati tudi. Ja, torej tako najprej na računalništvu. Na univerzitetnem študiju se v prvem letniku učijo, torej v prvem semestru Javo, v drugem semestru C, na visokošolskem študiju pa v prvem semestru Python in v drugem Javo. Ampak to je v bistvu, to sta dva, torej zdaj sem 3 jezike naštel, ampak na vsakem programu spoznajo 2 jezika, 2 pomembna jezika, ampak v bistvu, kar spoznajo na tem programu, na obeh programih, je to, da spoznajo nekako širok kontekst teh programskih jezikov in da jim tudi kasneje ni tak velik problem se naučiti kakšnega drugega programskega jezika. Naprimer, na univerzitetnem študiju gotovo med študijem potrebujejo tudi Python za upravljanje različnih predmetov, ampak se ga potem nekako spotoma priučijo, večinoma brez problemov. Ampak osnovni jeziki so pa to, kar sem naštel, Java, Python pa C. Za IŠRM študij pa, če se ne motim, je enako, ampak nisem pa prepričan. Še eno vprašanje je bilo, in sicer, ali lahko študent uporablja drugi jezik namesto Jave, mislim, da je bilo konkretno omenjeno. Torej, v prvih letnikih, ko se konkretno te programske jezike učimo, takrat ne. Takrat pač pričakujemo, da se bo študent naučil te jezike, ki jih poučujemo.
V kasnejših letnikih, ko se pa v bistvu te programske jezike redno uporablja za izpolnjevanje študijskih obveznosti, kot so različni seminarji in tako naprej, tam je pa večina profesorjev, večina izvajalcev zelo odprtih in študentom večinoma dovolijo, da izberejo programski jezik po svoji izbiri. Res je sicer, da velik del študentov pač uporabi enega od teh jezikov, ki so se ga naučili v prvem letniku, ampak ni pa nujno, ne, lahko tudi kaj, kar znajo odpre ali pa kar se kasneje priučijo. Ne. Super, hvala. Zdaj bi pa Zalo v bistvu povabil zraven, da pove, mislim, da iz študentske perspektive odgovori na tole vprašanje, ker nekdo sprašuje, koliko se morajo študentje sami učiti, koliko profesorji omogočajo, da odnesejo od naših ur, koliko morajo študenti sami iskati znanje drugje. Ja, zdaj po mojih izkušnjah veliko naučijo profesori, je pa res, da je treba pač tudi skrbeti, da hodiš na predavanja zbran, vsaj čim bolj, kolikor se le da, pa seveda tudi na vaje. Zdaj meni je bilo vedno tudi všeč, da je bil poudarek na sprotnem delu in se mi zdi, da je to pol nekako tudi razbremenilo tisto piflarijo tik pred izpiti. Kar sicer ne vem, a jemlješ to domačo nalogo kot to, da moraš nujno sam iskati znanje ali kot nekaj, kar ti profesor poda, ampak se mi zdi, da to v kombinaciji s predavanji, če si sposoben biti res zbran na njih, da te kar že zelo lepo pripelje do znanja. Je pa seveda tudi od samo iniciative, no, to pa kjerkoli po moje. Bilo je pa še eno vprašanje, koga lahko bruci vprašajo in kaj ni jasno na začetku, pa koliko si študenti bi se tukaj pomagajo med sabo? Spet po mojih izkušnjah veliko. Ne vem, ko sem jaz imela kakšno vprašanje, ponavadi sem lahko s sošolci začela, pa so nekako se vsi odzivali. Drugače pa razen tega pa vedno svet. Ko bo v živo, boste videli tako rdečo okroglo sobico v avli. Tam smo mi, tam lahko potrkate. Se mi zdi, da je to ekipa 20 svetnikov, ki nas vse veseli tako komunicirati z ostalimi študenti in to, tako da glede kakšnih takih stvari vedno komot. Sicer pa tudi, mislim, zdaj v online izvedbi, pa ne vem, najbrž na Facebook strani študentska organizacija, pa študentski svet free, oboje to dvoje. Ja. Hvala, Zala. Tako, zdaj počasi bomo zaključili, ampak imamo še nekaj vprašanj. Mogoče eno v zvezi z prepisi, vzporednim študijem. Gašper, kako je s temi zadevami? Vzporedni študij je inštitucija, kjer študent študira na 2 študijskih programih, s tem, da je eden izmed teh primaren. Torej, začne študirati na enem študijskem programu, ta študijski program potem služi, oziroma napredovanje po tem študijskem programu služi za ohranjanje teh socialnih študentskih ugodnosti, potem pa če na tem primarnem študijskem programu dosega zadostne uspehe, mu lahko matična inštitucija dovoli, da se vpiše vzporedno še na kakšnega od drugih študijskih programov. Zdaj, tukaj je seveda težko kombinirati. Veste, če boste vi primarno študirali francoščino in bi potem želeli vzporedno študirati še računalništvo, potem boste morali skrbeti, da boste obveznosti na francoščini primarno izpolnjevali. Kar pomeni, da bo ta študij računalništva verjetno potekal z manjšo hitrostjo. Torej, to je v tem trenutku malo zgodnje vprašanje. Ne. Seveda smo v primeru, ko študent vzporedno posluša 2 relativno bližnji panogi, 2 bližnja študijska programa, fleksibilni v tem smislu, da obveznosti iz enega programa lahko priznamo tudi na drugem programu. Če bi, karikiram, vzporedno študirali matematiko in potem
še računalništvo, bi vam seveda matematične predmete, ki bi jih na vašem primarnem programu matematika priznali tudi za te matematične predmete, ki so na programu računalništva. Je pa to res rezervirano za študente, ki ta primarni študij zelo, zelo uspešno upravljajo. Kako je s prepisi? Prepisi? Se pravi, prepisi z drugih študijskih programov. Torej, prehajanje med študijskimi programi je nekje lažje, nekje težje. Največ izkušenj imamo s prehodi iz IŠRM študija na študij računalništva in informatike, s prepisom iz multimedije na študij računalništva in informatike. Ta dva prehoda sta relativno možna, če upravite kompleten prvi letnik, recimo na multimediji, se lahko vpišete v drugi letnik računalništva in informatike. Tiste vsebine, ki nekako ne spadajo v računalniški predmetnik, vam potem priznamo za obveznosti v višjih letnikih, torej za splošno izbirne vsebine v višjih letnikih, tako da prav veliko število kreditnih točk ne gre stran, ne gre v koš. Potem je pa relativno enostaven prepis iz univerzitetnega študija na visokošolski strokovni študij. Torej vsako leto se pojavi 5 študentov, recimo, ki mogoče ne uspevajo tako dobro na univerzitetnem študiju, se jim zdi vseeno pretežak in ta prepis na visokošolski strokovni študij je nekako možen. Prav, hvala. Zdaj tukaj je uspelo še eno vprašanje, ali je obvezno imeti Windows, ali so tudi drugi operacijski sistemi dovoljeni. Mislim, da smo to sicer že odgovorili, ja. Seveda, lahko uporabljate katerikoli operacijski sistem želite, to je vendar delovno okolje, ne pa učni predmet. Seveda, imeli boste predmete v operacijskih sistemih, kjer boste spoznavali te vsebine v vseh možnih ekosistemih. Mogoče še jaz sem zasledil eno vprašanje o angleškem jeziku. Torej, nekatera predavanja na prvi stopnji, recimo na univerzitetnem študijskem programu, so v angleščini. Mislim, da je nekaj modulov, ki se izvajajo v angleščini. Na naš študij prihaja nekaj študentov iz tujine, tudi na izmenjave prihajajo študenti iz drugih evropskih univerz in nekako, če želimo našim študentom ponuditi ustrezne možnosti za odhod na izmenjavo, je ravno tako treba dovolj dopustiti tudi študentom iz drugih inštitucij, da pri nas opravljajo izmenjavo. Torej, nekaj predmetov je v angleščini, je pa res, da če imamo študenta, ki nikakor ne bi želel poslušati nobenega angleškega predmeta, se seveda lahko predmetom v angleščini popolnoma izogne. Zdaj, na drugi stopnji je malenkost drugačna filozofija. Tukaj v resnici dopuščamo študentom, da si izberejo kompletno angleški predmetnik ali pa kompletno slovenski predmetnik ali pa celo kombinacijo. Torej, drugo stopnjo študija računalništva in informatike se da na FRI doštudirati, dokončati popolnoma brez slovenskih predmetov tudi. Ok, hvala. Zdaj, vprašanj je še kar nekaj pač različnih variacij, ampak mislim, da moramo počasi tole zaključiti. Tako da mogoče samo še eno vprašanje oziroma recimo tak sklop, okoli katerega se več vprašanj vrti, pa nismo še čisto odgovorili. In sicer tukaj dosti sprašujejo o teh plačnih razredih se pravi ob zaposlitvah iz posameznih študijskih programov. Vprašanja so o kadrovskih štipendijah, se pravi zaposljivost, višina plač, ta finančni vidik.
kako se splača študirati računalništvo. Gašper, bi ti, bo si kdo drug drznil? Jaz nisem računalničar po osnovni izobrazbi, tako da tukaj bom težko rekel. Jaz bi torej malo za šalo, malo za res lahko odgovoril na to vprašanje, da mora biti plače očitno zelo visoke, ker zelo težko dobimo recimo asistente, ki bi želeli delati na fakulteti, ker je plača omejena z državnim plačilnimi razredi, tako da očitno so plače dovolj visoke, da grejo ljudje raje v industrijo delati, ampak več o številkah pa jaz tudi težko rečem. Tako, v bistvu tukaj bi mogoče povzel ravno to, kar je povedal Tomaž. Ja, študenti začnejo delati že zelo zgodaj, izkušnje dobijo večinoma že v študentskih letih in včasih jih je treba kar resno, kar težko privabiti, da dejansko zaključijo študij, ker so perspektive v gospodarstvu in povsod dosti dobre. Tako da recimo, da zaključimo na ta način. Letos je nekaj, spravi vsaj 40 mest dodatnih, zato ker je gospodarstvo glasno povedalo, da rabi te kadre. Tako da zato se ni treba bati za zaposlitev in recimo, da s to mislijo zaključimo tole serijo odgovorov na vprašanja. Gašper, razen če bi še kaj dodal. Jaz bom mogoče potem samo se še tole vprašanje, ki je izplavalo na vrhu. Korejski dvojni program je opremljen s težavo, da si ga mora študent financirati sam, tako da jaz mislim, da do zdaj še nismo nobenega kandidata zavrnili. Torej, seveda imamo neke vstopne pogoje, čisto vsakega študenta z zelo slabimi rezultati ne bi želel poslati v Korejo, ampak če je kdo to željo imel, je to lahko izvedel. Zdaj, mogoče je tukaj nekaj takih vprašanj o vpisu. Je bilo nekaj z razlikami, se pravi med splošno poklicno maturo, kaj to pomeni pri vpisu na visokošolski program, ali je kakšna razlika, se pravi, ali ima katero teh matur prednost pri točkah. Je tukaj kakšna razlika? Gašper, znaš ti to povedati, ali me vprašati Aleša? Torej, kar se tiče fakultete za računalništvo in informatiko, je to ena taka črna škatla. Zdaj, subjektivno prepričanje, katera od matur je lažja, oziroma na kateri od matur je lažje doseči en tak zelo, zelo dober rezultat. Tega jaz po lastnih izkušnjah ne bi znal povedati. Verjetno ste z vrsto mature omejeni glede na to, kakšen srednješolski program obiskujete. Tudi to, da bi že iz osnovne šole pri vpisu v srednjo šolo razmišljali na način, če bom šel pa sem, bom pa mogoče naredil poklicno maturo, ki mi jo bojo boljše ocenili in dobil boljše točke za vpis na želeno fakulteto, je po mojem mnenju napačen. Vi se morate odločiti za izobraževanje glede na to, kar vas v nekem trenutku veseli, ne pa zbirati v tem trenutku točke, kakšen študijski program izbrati, da bom recimo na drugi stopnji potem prišel do tistega, kar si želim študirati takrat. Konec koncev tudi vaši interesi se bodo zelo verjetno v naslednjih nekaj letih spremenili. Hvala, Gašper. Zdaj, recimo, to so bolj formalni pogoji, zdaj pa še malo vsebinski, tukaj tudi nekaj vprašanj. In sicer, ali so tukaj kakšna predznanja računalništva potrebna, verjetno govorimo tukaj o računalništvu, mogoče o programiranju, pa še mislim, da potem ste bili dve vprašanji v smislu, kako se najbolje pripraviti na visokošolski študij, ali pa kako se, nekdo je mislim napisal iz 3. letnika, kako se najbolje pripraviti za vpis potem na univerzitetni program, kakšna predznanja so potrebna ali pa priporočljiva mogoče. Torej, kar se
računalniških programerskih predmetov tiče, začenjamo iz samega začetka. Torej, pri nobenem od programerskih predmetov ne predpostavljamo, da imajo študentje kakršnakoli računalniška znanja. Seveda, tisti, ki imajo že nekaj programerske kilometrine, bodo v teh začetnih mesecih mogoče malo hitreje napredovali, ampak lahko pa mogoče kot nasprotje postavim nekega splošnega gimnazijca, ki se pa z programiranjem še ni ukvarjal, ima pa mogoče malo boljša znanja pri matematiki, bo pa pri matematičnih predmetih mogoče malo lažje skozi prišel. Ampak nekje po enem letu študija pridemo z obemi vrstami dijakov nekako na isti nivo. In tisti, ki so imeli malo manj programerskih znanj, bojo ujeli tiste programerje. Mogoče kot en tak odsvirk, včasih se pri kakšnem študentu, ki že zna programirati, ukvarjamo tudi s tem, da kakšne napake odpravljamo, kakšna znanja, ki jih je napačno usvojil. Hvala. Izredni študij. Nekaj vprašanje bilo pa običajno na teh sobotnih terminih, informativnih dni, pride kakšen dijak ali pa tudi starejši več, ki ga zanima izredni študij. Se pravi, mogoče kakšno informacijo več o samem poteku tega izrednega študija, ali ga je možno narediti ob redni službi, kaj bi tukaj svetovali? Zdaj, izredni študij na fakulteti smo pred dolgimi leti izvajali, no zdaj na novo ga izvajamo šele to študijsko leto. Zastavili smo ga tako, da izredni študentje bi predavanja obiskovali skupaj z rednimi študenti. Ta predavanja bi bila mogoče malenkost pomaknjena v popoldanske termine, bi imeli pa tudi svojo posebno skupino vaj, ki bi bila organizirana v popoldanskih urah in bi bila namenjena izključno za izredne študente. Zdaj, letos se je zadeva sfižila v tem smislu, da vse skupaj poteka online in tudi tukaj smo bili malo liberalni in dopuščamo, da se seveda glede na zmožnosti učenja manjših in večjih skupin hkrati študentje po skupinah vaj razporedijo tudi malo po lastni iniciativi. Zdaj, izredni študij je zastavljen tako, da naj bi študentje po opravljenem prvem letniku potem prišli na redni študijski program. A se da študirati ob delu? Ja, se da, ampak zelo počasi. Torej, če mislite, da boste z polnim delovnim časom študirali v istem tempu kot študentje, ki izključno študirajo, potem je to zelo, zelo ambiciozno z vaše strani. No, še ena skupina, ki je tudi prisotna tudi danes, pa nekaj vprašanje je bilo, tujci. Se pravi, vpis tujcev, slovenski jezik, angleški jezik, kaj je treba znati, kako gre z enim ali drugim skozi. Eno vprašanje, drugo podvprašanje pa čisto z vidika vpisa za tujce, ali so tukaj kakšne posebnosti? Torej, na univerzi organiziramo poseben informativni dan za tujce v torek, torej na angleški strani, domači strani fakultete so objavljeni ustrezni kazalci. Pri tujcih imamo precej različnih kategorij, ne, torej gre res za študenta iz Portugalske, a gre res za študenta iz Severne Makedonije, a gre za študenta iz Hrvaške. Torej, če na grobo razdelim študente, ki imajo državljanstvo Slovenije oziroma katere od držav Evropske unije, te vpisne kvote, ki smo jih danes predstavili, so v resnici za njih. Za študente, ki prihajajo iz drugih držav, imamo posebej še nekaj dodatnih vpisnih mest, tipično 10%, torej namesto 170 vpisnih mest na univerzitetni študij imamo 15 mest letos še za univerzitetni študij za
študente, ki nimajo državljanstva katere držav Evropske unije. Zdaj, učni jezik na prvi stopnji je slovenski, torej vsekakor se obvezni predmeti izvajajo v slovenščini, je pa res, da vsaj v preteklih letih smo na fakulteto večji del tujih študentov dobivali iz držav bivše Jugoslavije, dajmo tako reči. In za njih smo organizirali posebno skupino vaj, postavili smo jih v eno ločeno skupino vaj in pri učnem jeziku v tisti skupini smo bili malo fleksibilni. Torej, vaje so lahko potekale v angleščini, čeprav je res, da za študenta iz recimo Makedonije je lahko slovenski jezik ravno tako tuj kot angleški jezik. Zdaj, za vse te študente iz bivše Jugoslavije smo v resnici po enem letu opažali, da so se naučili toliko slovenščine in prosperirali na isti način kot naši domači študentje. Kar se predavanj v angleščini tiče, glede na to, da omogočamo izmenjave, to je v resnici možno samo na način, če tudi mi dopuščamo tujim študentom, da pridejo na izmenjavo na fakulteto za računalništvo in informatiko. Določen delež predmetov izvajamo v angleščini, ampak tukaj gre za izbirne predmete. Mislim, da je nekaj modulov v angleščini in pa večji delež angleških predmetov je potem na naših drugostopenjskih študijih. Hvala. Vprašanje je še v zvezi z prehodom iz enega programa na drugega, če bi nekdo recimo kmalu na začetku študija ugotovil, da mu program, na katerega je vpisan, ne ustreza. Kako je s tem prehodom na recimo iz multimedije oziroma iz računalništva in informatike na multimedijo ali pa obratno? Kakšne teh smeri? Zdaj, na prvi stopnji bom mogoče rekel, da je ta program računalništva in informatika tisti traktor, na katerega prehajajo študenti. Prehod po prvem letniku je možen in relativno gladek, tako z programa računalništvo in matematika in tudi z programa multimedija. Torej, če študenti opravijo kompleten prvi letnik recimo programa multimedija, se lahko vpišejo v drugi letnik programa računalništvo in informatiko. Nekatere predmete, ki bi jih morali narediti v prvem letniku, potem opravljajo po predpisu. Tiste predmete iz predmetnika multimedija, ki niso v predmetniku programa računalništvo in informatika, pa jim upoštevamo kot splošno izbirne predmete v recimo višjih letnikih. Možen je tudi prehod, in tudi to se večkrat zgodi, z univerzitetnega študijskega programa računalništvo in informatika na visokošolski študijski program računalništvo in informatika. Torej, nekateri študentje pogruntajo, da je ta univerzitetni program vseeno toliko poglobljen ali pa mogoče malo bolj teoretičen, da ne bodo uspevali na dolgi rok in jim omogočimo prepis na visokošolski strokovni program. Hvala. Potem je tukaj eno vprašanje, ki bi pa mogoče rajši zastavil skoraj da Zoranu. In sicer gre tukaj o obsegu znanja, ki ga ima študent free glede programiranja, ko zaključi študij. Se pravi, ali je to primerljivo z nekim online tečajem programiranja? Mogoče poveš, kakšna je tukaj razlika, pa mogoče še izpostaviš, katere jezike se pa dejansko tudi učimo tukaj na fakulteti. Ja, super, fino vprašanje. V bistvu jaz bi se navezal na to, kar sem prej rekel, in to je, da študenti preden pridejo na fakulteto za računalništvo in informatiko še ne vejo, kaj je sta računalništvo in informatika. Vprašanje je zelo na mestu, zato ker danes je vse več online ponudbe v teh tako imenovanih masivnih mock tečajih. Dejansko se teh online tečajev lahko udeleži kdorkoli hoče, kdorkoli bi rad prvi
kontakt s programiranjem, z računalništvom najdu in zadeva seveda funkcionira. Zdaj, na fakulteti se teh zadev ne lotevamo na ta način, ampak to, da želimo iz nekoga narediti inženirja računalništva in informatika, pomeni, da mu želimo dati malo več. V smislu ne samo recept oziroma uporabniški priročnik za nek programski jezik, ampak ga želimo naučiti malo globljega delovanja. Kako programski jezik sploh dela, kaj so tiste lastnosti pri programiranju, ki so enake ne glede na uporabljen programski jezik. Kako skozi programski jezik vidiš, kaj se v računalniku med izvajanjem programa dogaja. In ne nazadnje, kako narediti nove programske jezike, nove prevajalnike. Se pravi, ne samo, da si nek uporabnik nekih že narejenih izdelkov, ki so jih drugi naredili, ampak biti inženir pomeni, da znaš mogoče tudi nekaj novega ustvariti, predlagati, narediti. Tako da zdaj vem, da je zelo prezgodaj o tem zdajle govoriti, zaradi tega, ker še ne veste, o čem govorim, to vsebino boste podrobneje spoznavali tekom študija. Konkretno, če odgovorim na tale del vprašanja, na univerzitetnem študiju se pri predmetih programiranja 1 in 2 osredotočate oziroma osredotoča program na Javo in na C++. Na visokošolskem študijskem programu sta izbrana programska jezika Python pa Java v drugem semestru, ampak ne glede na to, kar sem zdaj rekel, jeziki, to so samo orodja, to so neke vrste pedagoška izbira za to, da se naučite nekaj globljega od tega. Zelo pomemben je, da si zapomnite to, da znanje, ki jih boste tukaj pridobili, boste mogli operirati celo življenje. Ne samo priti do 3. letnika, do diplome ali pa mogoče še malo naprej na študij. Računalništvo je izjemno zahtevno v smislu hitrih sprememb, hitrega razvoja, novih tehnoloških izzivov, non-stop prihajajo novi programski jeziki. Že tisti, ki poznate malo bolj Javo, Java se razvija v zadnjih letih vse bolj, naprimer, v funkcijsko smer, se pravi, neke nove programerske paradigme se nenehno dodajo in vi se boste mogli tekom življenja temu prilagajati, vsi se moramo. Tako da ne bo to odgovor v bistvu na moje vprašanje, koliko se naučite. Mogoče na prvi pogled je vsebina podobna, če pogledate, kaj v programskem jeziku se dela, ampak na fakulteti se gre globlje in še bolj naprej. Hvala, Zoran. Eno vprašanje je potem vidim, da zdaj priletelo sicer še na YouTubeu, nekoga glede izrednega študija zanima, kako je samim tempom seminarske vaje in ali so izpiti ločeni tudi za izredne, kako je s tem? Lahko to še kaj povemo. Izpiti niso ločeni, upravljate iste predmete, upravljate predmete pod istimi pogoji. Zdaj, tisto, kar smo pri izrednem študiju nekako privzeto omogočili, tudi sistemski način dela na univerzi, je, da recimo v plačilu prvega letnika dopuščamo, da ta prvi letnik izdelujete 2 leti. Torej, lahko se odločite, da prvo leto upravite samo 6 predmetov in drugo leto brez dodatnega plačila preostale 4. Tako da neki variabilnosti v tempu seveda dopuščamo. Ampak kot je ta izredni študij zastavljen na tem študijskem programu računalništva in informatika visokega strokovnega študija, kjer imamo celo množico izbirnih predmetov v 2. in 3. letniku, bi želeli, da se takrat te študentje priključijo rednim študentom oziroma da postanejo redni študenti in obiskujejo šolo, predmete skupaj kot redni študenti. Prav. Hvala. Jaz mislim, da smo, kar se tiče vprašanj, nekako povzeli tiste te glavne sklope. Kar se tiče informacij za tujce, ker je prišlo še eno vprašanje, naj dodamo, da poseben informativni dan za tujce bo v torek, 16. ob 4. Na naši spletni strani v isti novici, tale virtualni informativni dan, imate tudi povezavo in tudi ne samo povezavo do dogodka, oziroma povezava je do konkretno e-maila, na katerega se prijavite, da boste obveščeni
točno z povezavo, kdaj bo dogodek. In tam boste dobili več informacij tudi o samem vpisnem postopku, o tem, katere papirje urejati in kako te stvari tečejo. Tako da na tej točki več o tujcih ne bi razlagali. Kar pa se tiče še enega vprašanja, ki je ravno kaj priletelo, izredni študij je samo na visokošolskem programu, ni izrednega študija na univerzitetnem. In to je to. Gašper, bi ti še karkoli želel dodati? Mogoče tisto, kako se pripravim na študij. Veste, julij in avgust leta 2011 niso termin, ko se pripravljate na študij, ampak vi se pripravljate na študij v celem vašem dosedanjem šolanju. In osnovna šola in srednja šola ne služijo kot priprava na študij. Če ne boste popolnoma vsega pozabili z mature, je to že ta prav korak. Drugače si pa dajte vzeti enostavno počitnice v tiste času. Hvala, Gašper. Tako, s tem zaključujemo tole predstavitev. Upamo, da ste dobili informacije, na podlagi katerih se boste znali odločiti, glede tega, kam se boste vpisali. Zdaj, kot smo že povedali, razvoj današnje družbe sloni na računalniških znanjih in inovacijah, in če vas to zanima, potem ste prišli na pravi informativni dan in potem v bistvu že veste, kam se boste vpisali, in mi smo tega veseli. V normalnih razmerah bi zdaj vas povabil, da se sprehodimo po fakulteti. Seveda to ni mogoče, zato vas vabim na spletno stran, kjer imamo objavljenih kar nekaj zanimivih vsebin, nekaj projektov, ki so jih naredili študenti, lahko pogledate, takih interaktivnih. Na voljo je tudi nekaj predavanj, ki so jih naši pedagogi, naši raziskovalci imeli, tako da lahko malo začutite utrip, malo začutite, kakšni smo na fakulteti in ali bi se želeli pridružiti tej skupnosti. Sedaj pa še enkrat hvala vsem za udeležbo na dogodku. Želimo vam res uspešen zaključek srednje šole. Letos ste imeli še, oziroma imate še vedno malo zahtevnejše pogoje, kot so imeli generacije pred vami, in zato vam želimo res veliko uspeha pri maturi, da vas bo tudi rezultat popeljal na izbrano fakulteto. Ne pozabiti oddati prijave za vpis, to je tudi en tistih nujnih pogojev, če želite priti. Mi vas pričakujemo oktobra, ko boste na fakulteto prišli kot bruci in kot brucke. Sedaj pa imejte prelep preostanek vikenda, hvala in nasvidenje.